Dober dan, danes se je pač dala izjava, o kateri smo že govorili, in zahteva za spremembo kazenske zakonodaje, pa še vaše mnenje, gospod Gašper. Jaz sem prišel zato, da danes povem, da zagotovo so neke mimikrije, ki jih lahko popolnoma izpustijo sodniki v sodbi, ko napišejo v imenu ljudstva. V številnih evropskih državah tega ni več, kajti ve se, da se sodi v imenu oblasti, oziroma da je ta ljudska samovlada nekakšna fikcija, nekakšna pravljica, je neuresničena v praksi. In dokler je tako, mislim, da je brez veze, da se pretvarjamo, da živimo v nečemu, kar ne ustreza realnosti. A je to strokovnost, da se pravo pretvarja? Mislim, da je v precejšnji meri se pretvarja, temu se reče programske norme. Ko se gleda pravne norme bivše države, rečejo profesorji prava, da vsebuje veliko programskih norm. To so take norme, take besede, ki vemo, da niso v skladu z realnostjo, pa so ideološko zapisane noter. To se reče, gre za zavajanje. Da, gre se neke vrste za zavajanje, manipuliranje, za vse, pa sme sodstvo zavajati? Ja, interes oblastnikov, elit je vedno, da se ohrani obstoječe stanje nespremenjeno. Tisti, ki želijo spremeniti stanje, morajo delovati politično, in politiko se pa omejuje s pravom. Tudi sama oblast se skuša omejiti s pravom, ampak tisti, ki je močan, tisti, ki je na oblasti, tisti ga težko omejiš. Težko ga s pravnimi normami omejiš. To se reče, samo omejitev bi bila koristna, ker bi tudi sam oblastnik imel več miru, predvsem pa bi imel več sodelavcev. Kajti državljani so lahko sodelavci. Potrebno je vedeti, da zakaj se omejuje oblast. Omejuje se oblast zato, da ima navaden človek sploh kakšne pravice. Drugače bi bilo še hujše, kot gledamo sedaj. Recimo, kaj gledamo sedaj v teh zloglasnih primerih podjetij Jankovićev? Gledamo to, da se izvajajo take pravne akrobacije oziroma zlorabe prava, ki bi jih vsak neodvisen, nepristranski sodnik ne smel dovoliti, da se zgodijo. In tudi številni primeri v sodni praksi. To se reče, obogatitev preko prevar je v bistvu norčevanje iz sodstva, ukolikor to dovoli. In tudi iz državljanov. Gre se za to, da določene pravice so namenjene za točno zakonski določen namen. In če se ta namen preseže, govorimo o zlorabah prava. In sodstvo je tam zato, da to prepreči. Ko to je sprožen sum, in tukaj je bil sprožen sum strani slabe Blanke Avstrije, že v prejšnjih postopkih, in za tega fiktivnega upnika, domnevno fiktivnega upnika Jana Beca, se ve, da če je nekdo, samo en upnik prevzame glasovalne pravice v takšni številčni moči, da preglasuje vse druge, je že to en sumljiv znak. Kaj šele to, da gre za desetine milijonov evrov in za nekoga, ki ga slovenska javnost sploh ne pozna. To se pravi, zelo malo verjetnosti je, da je nekdo po Sloveniji tako uspešen, in da se skriva pred vsemi, in da bi bil še prijatelj politično izpostavljene osebe, ki vedno znova pride na pomoč. In tukaj, če pomaga, ne more biti hkrati upnik. Zdaj, nekdo, ki pomaga, ima zelo, bi rekel, tako slabo nalogo v tem, da kot upnik želiš čim več izterjati od svojega dolžnika. Ne moreš pa ti pomagati dolžniku tako, da se delaš, da si upnik, da se delaš, da ti je nekaj dolžen. Samo s tem je tudi nekako prišlo do prevare ostalih upnikov, in že predtem do izsiljevanj more biti, ko je prevzemal, odkupoval terjatve. Ja, do takih neljubih situacij je zagotovo prišlo.
kar kaže to, da slaba banka je opustila to pravno stališče, da gre za fiktivnega upnika in je raje prodala svoj del terjatev, da je dobila recimo 5% pravočasno. To se pravi, da so vkalkulirali novo situacijo, ki je taka, da so že vnaprej vedeli, da naše sodišče ne bo upoštevali prav tako, da bo preprečilo zlorabe, ampak da gre za tako osebo, da bo šlo vse skozi. Ampak te milijonske vsote je nekdo moral narediti. Delavci so trdo delali, da je do teh dobrin v taki vrednosti, da so bile narejene. In tukaj je pa z nekaj akrobacijami 95% tega dela nekdo požrl, oziroma je prišlo do takega odpisa dolgov. To je norčevanje iz samega dela. Ja, zagotovo so tukaj ujeti številni mali obrtniki, ki se ne želijo izpostavljati. Zato tudi ne preseneča, da pride gospod Janković pred kamere in reče, nihče se ni pritožil. Mogoče se ni nihče pritožil, ker bi bil identificiran in tako deležen potem naknadnih neprijetnosti. Obstaja pa institut recimo anonimne prijave in če mislijo, da so bili oškodovani kot upniki, obstaja v kazenskem zakoniku, da smeš ti anonimno prijaviti policiji, da se je do tega prišlo, da ti sumiš in bojo preiskali. Pri nas so številni obrtniki v izjemno težkih situacijah, ravno zaradi neplačevanja stvari, ki so jih pač opravili. Ja, jaz poznam osebno malega obrtnika, ki se je ukvarjal z knauf izolacijskimi ploščami in je dobil več kot milijonski posel za izgradnjo stožic. In samo iz tistega primera recimo že lahko črpamo, kakšen je način poslovanja teh malce večjih magnatov, politično, ekonomsko vezanih na obstoječe elite. Gre se za to, da skušajo čim bolj izkoristiti svoj vpliv, svoj položaj, zato da se breme tveganja prevali na male ljudi. In ti ljudje večkrat ali celo ne najdejo izhoda, ali morajo se sami znajdejo v osebnih stečajih, ali pa povsem zamenjajo dejavnost. Ampak ti pozivaš k temu, da se začnejo združevati v tem svojem interesu po pravni državi, pa enakosti pred zakonom. Ja, mislim, da pravosodno ministrstvo, ki je za mano, je preko ministrice Katičeve objavilo, da obstaja še 2-letni rok, v katerem se da pravno gledano ta situacijo spremeniti. Torej, če tudi so dobili le majhen en košček, eno drobtinico iz bogatunove mize, za svoje preživetje, to ne pomeni, da je to zaključena zgodba. Obstaja še možnost, da se pravno gledano ta zgodba nadaljuje. Revizija? In tudi, revizija teh poslov, kajti recimo poznam tudi primer Sergeja Racmana, tudi relativno uspešnega poslovneža, ki je zašel v velike dolgove in se je skušal poslužiti enake metode prisilne poravnave, celo v višjem odstotku, 96% je predlagal odpisa in 25 milijonskem znesku, pa je zmanjkalo pri njemu teh fiktivnih upnikov. To se pravi, ta predlog ni bil izglasovan in zato je tudi možno, pa mislim, da tudi če bi bil izglasovan, da je v njegovem primeru, ker ni točno del te elite ali pa ne zgleda tako, vsaj oblast ga išče s tiralico in ga skuša na vsak način spraviti za zapahe. Recimo nekdo tako v praktično istem postopku odpisovanja dolgov je osumljen oškodovanja upnikov, med drugimi zadevami, in je to povsem normalno.
noben človek se ne sprašuje, zakaj pa v tem primeru ni tako. Skratka, fiktivni upniki so goljufija in jih je treba preganjati. Zagotovo, jaz sem spisal en zapisek, en dopis, da tisti, ki uporabljajo fiktivne upnike, fiktivne dolžnike, navadno Fiktivna podjetja, karkoli. polno želijo si še večje moči. In mi živimo v času, kjer je ta razlika med običajnim človekom in nekom, ki je del elite, tako velika kot še nikoli v zgodovini. In zato tudi recimo voditelji G8 kot temo srečanja naslavljajo družbeno neenakost. V tem sistemu nihče ne naslavlja te teme, pa je v bistvu nerešljiva sistemsko, zato je potrebno najti politično rešitev. In začne se pri točno takih primerih, ki izgledajo za nekoga, da so, povsem zanemarljivi. Če recimo 30 milijonov deliš na toliko prebivalstva, to ni praktično ničesar, ampak to ne zadeva vse davkoplačevalce, kajti to je samo en del dolga. Najbolj prizadene tiste upnike, ki so odvisni od teh poslov. Ampak Slovenija, kot si prej omenil, da je dejansko sistemski krizi, potrebuje v bistvu nove kadre v svojih odločevalskih stolih. In to pa pomeni, da potrebuje normalni volilni sistem. Nekateri predlagamo ukinitev volilnih enot in da se dejansko samo preko volilnih okrajev izvršijo in na ta način dobi ljudstvo dejansko bistveno več moči v svoje roke. Res je, potrebno je demokratizirati te procese in razpršiti moč, to se pravi tudi znotraj stranke. Mislim, da je v tem odklonilnem mnenju dr. Jakliča povsem jasno napisano, da 20 let do sedaj se je po njegovem mnenju kršila ustavna pravica do enake volilne pravice. To pomeni en človek, en glas. In to je zaradi različnih velikosti teh volilnih okrajev. Nekje so bile 4:1, to se pravi, da nekdo, ki je konkuriral v isti stranki, to je ustavno sodišče lepo razložilo in zahtevalo uskladitev, samo Državni zbor se zavzema za ukinitev volilnih okrajev in s tem tudi za ukinitev te zahteve ustavnega sodišča oziroma prevarajo v ozadju. Jaz pa pravim drugače. Treba je črtati volilne enote, v katerih je vsaki po 11 okrajev. Zato, ker teh 88 okrajev dejansko omogoča decentralizacijo in normalizacijo izvolitve posameznega poslanca. Ja, jaz sem v parlamentu opozoril tudi na to, da je povsem unikum v Evropi, da ima poslanec glas iz prejšnjega zbora za to, da zaobide voljo ljudstva, to se pravi pri zbiranju podpisov za kandidaturo, zadostujejo 3 podpisi katerihkoli poslancev za katerekoli stranke, si oni izmislijo. To ne obstaja nikjer v Evropi, to je povsem relikt oziroma to je centralizma. Vnešena rešitev, ki je izrazito protidemokratična, proti ljudstvu. In nihče, nikogar izmed nas, navadnih ljudi, ni vprašal, ko nekaj podpisuje, pa to formira nadaljne vsaj 4 leta, približno 4 leta, politiko te države. Mislim, da je to stvar, pri kateri je treba začeti. Ta člen zagotovo spoznati za protiustavnega in izenačiti Zakona o volitvah. Pogoje vsaj približno na enako raven. Obstajajo še neregulirani mediji, mi smo podali tudi predlog, da bi v uradnem listu vsaj približno ljudi seznanili z programom, ki ga nek kandidat predstavlja na objektivni način, kajti naši mediji, žalost, ne obveščajo, ampak volilna obvestila že obstajajo in dajejo te informacije, ampak ker so volilna obvestila narejena za celotno volilno enoto, torej 11 okrajev,
je jasno, da dobimo samo telefonski imenik za imeni in priimki. Tako In da izobrazbo. namesto, da bi bili imenik, da bi bili volilna obvestila na posamezni okraj in potem bi bilo tako, kot praviš. Ne? Ja, mislim, da tudi, recimo, zakaj bi se osredotočil samo na te čisto formalistične osebne podatke, zakaj ne bi dovolili nekomu Ne, kandidatu? zakaj? Povedal sem ti, zakaj ne. Ne sme se, zato ker je pri nas centralizem narejen indirektno in s prevaro. Skratka, na teh 36 listih, kot smo dobili recimo na Bežigrad 1 ali 2 straneh obvestila o volitvah, bi lahko, če bi bila predstavljena samo volilni okraj, v katerem sem jaz volil, bi enostavno imel na 36 listih ogromno prostora za vse te predstavitve, o katerih govoriš, tako programa kot kandidata in podobno. Ampak to se v neki prostalinistični državi pač ne sme zgoditi. Ne? In tem je problem, da ti govoriš o uradnem listu, pozabil si pa, da že obstaja ta obvestilo, ki je dejansko gre v vsako gospodinjstvo in je dejansko nekako uradno obvestilo državljanom. Tako da hvala, danes smo se pogovorila torej o za priložnost. Hvala, ok, dio.